tako kot vsaka stvar, je izjemno pomembna prepoznavanje problematike, kaj sploh želimo, se pravi, mi moramo narediti nek zelo konkreten posnetek stanja in skozi ta posnetek stanja ugotoviti, kakšne so naše potrebe, kaj sploh želimo narediti, oziroma eni temu pravijo, naredimo tako imenovano digitalno strategijo ali pa strategijo digitalne transformacije. Za nas je to pač posnetek stanja oziroma podlaga, da ko se v končni fazi strinjamo, kaj bomo pravzaprav počeli, naredimo z tega ven nek akcijski načrt, nek vzpostavitveni dokument projekta, skozi katerega se zelo jasno opredelijo, kakšni so sploh cilji, kaj želimo narediti, kjer se zelo konkretno opredeli tudi akcijski načrt, kjer se zelo konkretno zapiše, kdo je pravzaprav nosilec posamezne aktivnosti, kaj bomo znotraj posamezne aktivnosti tudi delali. No in seveda pametno zberemo v končni fazi ekipo znotraj vsega tega, ki se pripravlja tudi nekako v nastajanju tega dokumenta ustrezno sfajtati za svoj prav, ker mi moramo biti najprej usklajeni okrog tega, kaj bomo delali, kdo bo delal in kako bomo delali v bistvu, ne. Potem pa v nadaljevanju delati po tem planu, ne, ki na nek način mora biti zelo konkreten z ustreznimi mejniki, na drugi strani pa seveda mora zagotavljati neko fleksibilnost, ker vemo, da tisti, ki bodo to izvajali, za njih to predstavlja nek ekstra mile, predvsem pa mora biti to zaveza za vse tiste, ki v tej zgodbi sodelujejo.